Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast o Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 11. avgust 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Najstarejša avstrijska vinska cesta praznuje okroglih 70 let. Bili smo na mariborskem bolšjem sejmu na Tezno. Kdo na Bolšjaku obupuje in kdo prosperira in kaj o njem pravijo inšpekcije, ki imajo tam veliko dela. Pogovarjali smo se z Gorazdom Vidicem, predsednikom novonastalega društva navijačev NK Maribor. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Na vinotoču Kestenburg, najstarejšem bušenšanku v sosednji avstrijski občini Ehrenhausen, je bilo ta vikend nadvse slovesno. Domačini in številni gostje so namreč obeležili že 70. obletnico južnoštajerske vinske ceste, najstarejše vinske ceste v sosednji Avstriji. Zgodovina vinarstva na tem območju je sicer identična zgodovini vinarstva pri nas na Štajerskem. Nenazadnje je to območje nekoč sodilo pod isto državo, Avstro-Ogrsko. Obletnice se je udeležil tudi naš novinar Igor Selan. Igor, povej, kaj še si delimo z Avstrijci glede vinogradništva? Rekel bi vsekakor nadvojvoda Janeza. Ta je namreč tako pri nas kot pri severnih sosedih odgovoren za vzpon vinogradništva kot gospodarske dejavnosti. Prav nadvojvoda Janez je namreč v Avstrijo zanesel tudi dve njihovi najbolj znameniti sorti, Chardonnay in Muscat Silvanec, pri čemer je slednjim povezana tudi zanimiva zgodba. Nadvojvoda je bil namreč tako dolgo na poti, da je vmes že pozabil, kako točno se ta trta imenuje, zato so, ko so iz nje pridelali prvi mošt, skušali po okusu določiti, katere zvrsti je. In se ugotavljali, to ni muškat, pa tudi ni silvanec, pa so rekli, pa mu dajmo ime kar muškatni silvanec. Je pa avstrijska vinska cesta precej bolje obiskana kot tista na slovenski strani meje. Drži, številke, ki jih dosegajo severni sosedje, so naravnost impresivne. Letno namreč južnoštajersko vinsko cesto obišče med 600 in 700 tisoč gosti, ki samo v občini Ehrenhausen, po kateri poteka večina ceste, ustvarijo več kot 100 tisoč nočitev. Večina gostov je sicer domačih, ti predstavljajo kar 70% obiska, 10% je Slovencev, večino ostalih tvorijo Nemci, Švicari in Nizozemci. A ni samo vino tisto, ki pritegne goste. Kot pravi lastnica vinotoča Kestenburg Ilse Jakope, je kuhinja tisto, ki pravzaprav odpira vrata v klet. V tem tiči tudi razlog našega uspeha. Po tem načinu življenja so si nas zapomnili, pravi, in spomni, da je leta 1955, ko so vinsko cesto ustanavljali, ta imela tudi veliko nasprotnikov, a da je danes jasno, da so bili pionirji možje z vizijo, saj da je južnoštajerska vinska cesta zgodba o uspehu. No, kljub slabim številkam na naši strani pa imajo na vinski cesti v Avstriji tudi o Slovencih menda lepo mnenje. Drži. Župan občine Ehrenhausen Johannes Schwartl je posebej izpostavil, da je njihova vinska cesta posebna tudi zato, ker deluje kot most, ki njihovo državo povezuje z našo. Enako razmišljajo tudi vinarji, ki so zato ob meji postavili spominsko tablo in na njej obudili napis, ki je v 60 letih prejšnjega stoletja kljub takrat praktično neprehodni meji že zaznamoval te kraje. Eine gute Nachbarschaft ist Goldes wert, oziroma dobra sosedščina je zlata vredna. O precej drugačnih tonih, ki v zadnjem času prihajajo iz avstrijske Koroške, vsekakor dobrodošlo in hvale vredno razmišljanje. Igor, hvala lepa za tvoja pojasnila. Večerova novinarka Jasmina Cehner se je odpravila na mariborski bolšji sejem na Teznu, kjer na voljo niso le kupi krave, pač pa je tudi veliko bizarnih zgodb. Tam je našla vse od nacističnih knjig in zarevelih kosilnic do najnovejšega hita, Plišasti pošasti Labubu. Bolšjak vsako nedeljo dopoldne privabi tisoče ljudi iz vseh koncev Slovenije in tujine, piše. Od domačinov, ki pridejo na kavo in barantanje, do zbirateljev, med njimi je veliko Avstrijcev in Nemcev, ki iščejo redke v tujini prepovedane predmete. Med stojnicami se tako mešajo vonj po mesninah, vrtninah in starih knjigah, mimo pa švigajo kupci, ki z zanimanjem pregledujejo gramofonske plošče, športno opremo, orodje, kič ali gospodinjske pripomočke, ki bi jih marsikdo že zdavnaj vrgel proč. Ljudje kupujejo iz nostalgije, radovednosti ali želje po ugodni ceni, odvijajo pa se tudi posli, ki hodijo po ali že čez rob zakona.
Obiskovalci tako nikoli ne vedo, ali bodo domov odšli s kilogramom krompirja, scensko tehtnico iz časov socializma, ponarejenimi Adidas copati ali zgolj skupom nenavadnih zgodb. V tiskani Zdaj večera preberite, koliko želijo iztržiti za knjigo Mein Kampf, kdo na Bolšjaku obupuje in kdo prosperira, pa kaj o njem pravijo obiskovalci, njegova šefica Sergeja Lovec, policija in inšpekcije, ki imajo tam veliko dela. Pred slabima 2 mesecema, 17. junija, je na ustanovni skupščini 15 podpornikov najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba ustanovilo društvo DNK, Društvo navijačev NK Maribor. Namen novega združenja je povezovanje navijačev Maribora, preko prostovoljnega delovanja pa želijo klub približati večjemu številu Mariborčank in Mariborčanov in navijačem zunaj mesta. Organizirati nameravajo tudi skupne obiske gostujočih tekem kluba, pomagati pri nakupu vstopnic in obisku tekem družinam, ki si tega ne morejo privoščiti. Mladim iz socialno šibkih družin pa nameravajo pomagati tudi pri nakupu športne opreme. Člani društva so v preteklih tednih že vzpostavili svojo spletno stran, na kateri bodo objavljali različne vsebine, izdati nameravajo svojo publikacijo, urediti spletno trgovino z navijaškimi artikli društva. No, vsem tem smo se pogovarjali z Gorazdom Vidicem, soustanoviteljem in predsednikom Društva navijačev NK Maribor, sicer podjetnikom, seveda imetnikom sezonske vstopnice v Ljudskem vrtu in pred 2 desetletjema urednikom spletne strani nkmaribor.com. Vabljeni k branju pogovora na večer.com, kjer lahko seveda preberete tudi vse v razpletu včerajšnje tekme vijoličastih proti Primorju. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 11. avgusta 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.